Živijo, moje ime je Robert Lisac in na tem kanalu odkrivamo, kaj pomeni biti varen, fit in pripravljen kot moderni samuraj. In danes se bomo pogovarjali o izzivu misogi. To izvira iz japonščine, gre za en ritual Japoncev, šinto ritual, kjer stojijo pač pod slapom ledene vode in poskusijo čim dlje zdržati. In ta koncept se potem lahko prenaša tudi na druga področja življenja. In jaz sem si danes izmislil en misogi izziv zase, in sicer, da grem tukaj iz Štepanjskega naselja v tole meglo proti Urhu, iz Urha gor na Orle, iz Orl dol proti Rudniku. Pri prijatelju naredim postanek 15 minut, če bo doma kava, in potem peš naprej, torej vse to peš seveda, do Podolenki navzgor proti knjižnici. Tam moram si izposoditi eno knjigo, letim naprej, tam torej okoli, in potem nazaj proti Štepanjskemu naselju, vse to v manj kot 5 urah. Nimam pojma, mi bo to ratalo, in to je tudi draž misogi izziva, kjer sta samo dva pravila. In sicer prvo pravilo je, da ne smeš pri izzivu umreti, in drugo pravilo pa je, da obstaja 50% možnost, da izziv ne uspe. Tako da se moraš skozi malo bockati. No, torej zdaj je ura koliko? Zdaj vidim, da je tam 15 čez, ajde, 20 čez. 15 čez 10, torej 5 ur imam. Evo. Če prijatelja ne bo doma, se moram sam skuhati. Evo, tole, kava. No, zakaj bi pa sploh se udeležili takšnega misogi izziva? Čisto preprosto zaradi tega, ker bom rekel, je takih izzivov na fizični ravni povezanih z naravo veliko premalo v našem življenju. Seveda imamo cel kup drugih izzivov, ampak v povezavi z gibanjem, z naravo, jih imamo pa veliko premalo. Vse dobimo z enim klikom, nam je dolg čas, kliknemo na računalnik. Hočemo kaj naročiti, dobiti hrano, kliknemo. Tu se pa vrne malo tisti feeling prvinskosti. Pa še zabavno je. Ful huda narava je. Evo, tam gor je Urh. Seveda je to danes zelo easy izziv. Mislim, easy. Moram se kljub vsemu zmigati, ampak pred leti sem si zadal bistveno hujšega. In sicer sem šel iz Orl peš do vznožja Krima pa nazaj. In ko sem prišel nazaj, sem šel direkt voli čez večer. Sem se prevlekel potem domov, takrat še stanoval na Orlah, in en teden sem komaj normalno hodil. Zelo fajn mi je ta komponenta, da ti misogi izzivi vključujejo komponento narave, kajti, tako kot smo že rekli, te komponente je bistveno premalo. Pa še, ko se je lotimo, je problem ta, ker menimo, da bi sicer vsi radi šli nazaj k naravi, vendar ne peš. In izziv, kot sem si ga zadal zdaj, je v bistvu čisto enostaven. Jaz lahko grem peš že iz stanovanja. Obstaja pa potem korenjaki, ki to spravijo na čist drug nivo, in sicer peš od svojega doma pa tja tudi do drugih držav. In to bi tudi enkrat rad sprobal. Upam, da bom kdaj imel čas za to, oziroma si ga bom kar vzel. Ole, prva postaja na seznamu teh misogi izzivov je sigurno enkrat iti peš v Švico ali pa iz Švice v Slovenijo. Potem itak se že s prijateljem pogovarjamo milijon let, da bi šla enkrat peš iz Ljubljane do Bohinja. Tako da, to vrstnih izzivov si lahko človek zastavi na 1001 način, pa tudi tako, kot mu paše. In mislim, da je v vsakem takem izzivu taka komponenta
ki človeka spremeni na boljše, da ene stvari lahko predela, transformira in tako naprej. Cmok, cmok. Na levi nogi se dela verjetno žulj. Včeraj sem se pogovarjal z Aleksandrom Donajem, moj dober prijatelj. Poznava se še iz osnovne šole. On je totalni stručko, kar se tiče športnega treniranja in naravnavanja hrbtenic. Z njim bom tudi naredil še kakšen intervju, brez skrbi. Je pa tako, da je včeraj povedal zelo dober stavek, in sicer, da v bistvu z leti skrbimo vedno manj za nas, kar se tiče fizičnih sposobnosti in nasploh. V bistvu bi pa moglo biti ravno obratno, in to se mi je zdela zelo dobra misel. Par orehov za moč. Pravlično, pa čarobno, poglejte to. Wow. Nekje sem zasledil, da so naši predniki tam, torej v kameni dobi, naredili med 30 in 40 km dnevno peš. In mi imamo tule teh par kilometrov za Misogi izziv. Gostilnica Orle, lastnik Gregor se širi. V bistvu mu še manjka samo tule stolpi na vogalih, pa bo imel grad, ne gostilnico. Časovno sem zelo dobro. Smisel, da bom na Orle potreboval bistveno več, ker na ta način še nikoli nisem šel te relacije. Evo, zdaj pa dol na Rudnik prijateljev na kavo, če sploh doma. Kaj pa je to? Tisti, ki še ni imel dovolj hoje, se že lahko tule gor eno rundo sede. Evo, da vidimo, če je doma. Prijatelj ima bio zvonec. Kaj greš na šiht? Ja. Brez veze, jaz sem mislil na kofe priti k tebi. Kurc potem. Tudi na kofe, se imam šele ob 2. Imam jaz kavo zraven. Ajde, pridi gor. Evo, tukaj moram paziti, da ne bom prehiter hodil, da ne bom slikce dobil domov. Končal sem svoj Misogi izziv. Računal sem s tem, da bo trajal vsaj 5 ur, vendar je trajal samo 4, pa še to v dokaj sproščenem ritmu. Tako da, tudi če bi trajal moj izziv dlje in ga nekako ne bi uspel obvladati, ne bi bilo nič hudega, kajti zaradi tega izziva, zaradi Misogija, sem se spravil ven na svež zrak, nagibal sem se, prislužil sem si žulj na levi nogi. In konec koncev sem tudi nekaj naredil zase. Če želite biti deležni še naprej takšnih ali podobnih vsebin, se naročite na moj kanal. Vesel bom, seveda, če filmček delite. In to je to za danes. Želim vam lep dan, pa seveda spodaj lahko pokomentirate, kakšen Misogi izziv ste si zadali vi. In seveda se ga da v vseh pogledih tudi stopnjevati, ampak tako kot sem že rekel na začetku, naj bo takšen, da je varen, da ostanete živi in da obstaja možnost 50-50, da ga naredite ali pa ne naredite. Tako da je tule vedno treba malo grist. Jaz, tako kot sem že dejal, za naslednjič sem se naučil, da če grem isto turo, da bom probal narediti v 3 urah pa pol ali 4. Se vidimo v naslednjem videu. Čau!